Lep pozdrav, sem Andreja Novak in vam bom v današnjem prispevku predstavila na kratko, praktično, kaj vam prinaša leto iz vidika energij, astrologije. Z astrologijo se ukvarjam več kot 15 let, bolj raziskovalno, kot da bi vam napovedovala natančne stvari, kajti astrologija mi je zadnja nekako študijska veda, v kateri sem pregledala stvari na način iz vidika duše, kaj vam prinašajo različne ure, kateri planeti poudarjajo posamezni znak v določenem mesecu, letu. No in leto 2025 vsem nam prinaša podporo Venere, podporo Neptuna in podporo drugega žarka mojstrov svetlobe, kar je ljubezen. Se pravi, da lahko v naslednjem letu podporo ljubezni in duše, tudi angelov, vodnikov narave, sprejmemo na sproščen in globok način. Pri tem je pomembno, da se zavedate, da ne glede na to, kaj ste po horoskopu, imamo vsi srce, vsi imamo dušo in vsi imamo željo po dobrem življenju, ki se začne od znotraj navzven. Zato, če še nimate vabljeni v nakup poceni cenovno, ampak bogate knjige Magični rituali obilja, to je moja prva knjiga avtorska, v kateri sem v bistvu skanalizirala, kakorkoli se sliši ta izraz kanaliziranje, mi ni najljubši, ampak sem v bistvu iz energij dol potegnila rituale, ki vam bodo pomagali dojeti nekatere svoje lastnosti, nekatere podpore planetov, in če še ne veste, kako tole funkcionira, v bistvu imate tudi zvočne posnetke, kjer rituale pripovedujem, da v bistvu ni se treba matrati, meditirati, ampak si samo zvočni posnetek date lahko vsak dan za ponedeljek, torek, katerikoli dan že, ali pa glede na planete, ki vas podpirajo. Natančno, kaj vaše znamenje dobi v letu 2025, kater paket zvezdne podpore, boste dobili v naši novo nastali skupnosti, ki se ji pridružite, poglejte v link. Tam bom za vsak znak posebej povedala, kdaj, kako in kaj paziti, na kaj se pripraviti, čemu se odpreti, tako da dobrodošli v našo skupnost, kjer smo brez reklam, brez vsega, samo čista vsebina, čiste energije in seveda podpora strani naših energij, zlate dobe in vseh nas, ki ustvarjamo to skupnost. Zdaj pa poglejmo kar dejstva, kaj se bo dogajalo tehnično s planeti in posledično z nami vsemi v letu 2025. Začetek, največji tako nekako prebojni, se bo zgodil 29. januarja, ko preide severni in južni vozu preideta v novo znamenje, kar pomeni, da severni vozu preide v Ribi, v znamenje Rib, južni vozu pa v znamenje Device. Do takrat je bil severni vozu v Ovnu, južni pa v Tehnici, kar pomeni, da ste v preteklosti do 29. januarja boste še dali v ospredje svoje fizično telo, svojo osebnost in karmično osvobajali odnose, urejevali odnose, ne glede na to, ali ste tehnica ali ne. To je splošna karmična os, severni in južni lunin vozu, ki kažeta na to, kje se balansira, kaj se balansira v svetu. Torej, od 29. januarja naprej in skozi celo leto se bo balansiralo predvsem. Severni vozu bo dal poudarek na znamenje Rib, kar pomeni na splošno razumevanje, na poenotenje, ne v smislu tega, kar želijo sistemi, ampak v smislu razumevanja, čutenja narave, čutenja angelov. Ribe boste še najbolj stopile v ospredje, ljudje vas bodo opazili, uspešne boste vsem, kar boste po januarju počele celo leto, kajti podpora severnega vozla je optimalna. Medtem ko južni vozu je v znamenju Device, pa pomeni, da bomo osvobajali vse, kar nam moti natančnost, kar nas pretirano skrbi in pa kar bremeni naše zdravje. Zato bo to pomembno leto, da se notranje uravnovesimo, in vsi tisti, ki ste bili z mano na zmenku z dušo, vam bo lažje, kajti boste lahko tisto, kar smo se učili, sproščeno izvajali in bo večji efekt za zdravje,
za vašo vsakdanjo resnost, odločnost, natančnost in tudi materialni uspeh, ki ga Devica v bistvu prinaša s svojo natančnostjo, redoljubnostjo in skrbnostjo. Bremena, ki jih pa tudi nosi Devica, se pravi pretirane skrbi, pretirana prizemljenost, obremenjenost z materialnimi stvarmi, to pa se bo skozi leto osvobajalo. In če sodelujemo, potem bo osvobajanje na lep način, če bomo nekako bremzali ali pa če imate v sebi blokade, bo prihajalo do težav in zato tukaj že vam lahko koristi magični ritual obilja, južni in severni vozel, ki ga redno prebirate, lahko enkrat na teden, enkrat na mesec ali 29. 3 dni prej in 3 dni potem. Na ta način boste potem lažje sprejemali podporo strani energij zvest in seveda lažje zaživeli. No, potem naslednji en tak paket, ki nas vedno zanima, so mrki. Lunin mrk se zgodi 14. marca tudi v Devici, kar pomeni, da bodo lahko, predvsem raki, morajo biti pozorni na to, kajti luna na njih najbolj vpliva. No, in lunin mrk 14. marca v Devici prinaša prav še poudarek na to, da spustimo tisto, o čemer pretirano ste zaskrbljeni, kar vas pretirano obremenjuje z vidika materialnih stvari. Potem lunin mrk je tudi 7. septembra v znamenju rib. Zanimivo, da je ravno na tem delu, kjer so lunini vozli. No, in lunin mrk 7. septembra v znamenju rib pa prinese v bistvu opustitev iluzij, kajti ribe, znamenje rib prinaša to povezano z naravo, povezanost tudi z angeli, nekako talent za intuicijo. In mrk 7. septembra lunin opusti vse tisto, kar ste mogoče bili naučeni o iluzijah, o intuiciji in vse tisto, kar si želite, da bi bilo življenje samo lepo in potem se zatekate v duhovni svet iluzije, ki vam ne daje podpore za vsakdanje življenje. Tako da, če boste imeli okoli 7. septembra potem kakršnekoli težave, so lahko zato, da vas spomnijo na realni svet in pri tem spet magični rituali obilja prinesejo dobro podporo, da te mrke preživite optimalno, kajti tudi za mrk, lunin in sončev mrk je poseben ritual, ki vas poveže z zdravilnimi energijami in svojo najlepšo energijo. Sončevi mrki se zgodijo 21. marca v znamenju ovna, kar pomeni, da bo takrat tik pred tem, ko boste lahko zadihali v novo pomlad, se zgodi ta sončev mrk v ovnu, kar pomeni, da vam odnese vso tisto mogoče napihnjenost, ego ali nekaj, kar bi na vso silo želeli vi vzpostaviti, pa je čas, da predate stvari svoji duši, svojim energijam, da vam pokažejo, katero pot in kaj je smiselno podati naprej. Seveda najbolj boste mrk čutili tisti, v katerem znamenju se to zgodi, ali pa tudi, če poznate svoje karte, vidite, lahko preverite, kje se to zgodi bolj močno. Vse to bomo podebatirali v naši skupnosti, zato še enkrat vabljeni, da se nam pridružite, spodaj v komentarju je link, in se pridružite, da potem take stvari pokomentiramo, lahko povprašate glede na svoje stanje, prilepite svojo astrološko karto noter, da vam mogoče potem lažje svetujem. Naslednji sončev mrk je 21. septembra v znamenju Device, kar pomeni, da bo takrat sončev mrk odnesel lahko marsikomu neugodnosti v službi, če pa ste do službe nehvaležni, neprevidni ali pa se vam zdi, da je vsaka služba slaba služba, se lahko zgodi, da ostanete tudi brez nje, zato je smiselno razmisliti, kako ste zadovoljni s svojo službo, kako vam služba služi in kako vi služite njej, in pa seveda, če je čas, da se postavite na svoje, potem je to čas po sončevem mrku, po 21. septembru, kajti mrk v Devici je pomemben tudi za zdravje in za vašo službo. Za zdravje je pa pomembno, da se zavedate, če počnete nekaj za svoje zdravje, da vlagate pozornost, energijo in smiselne stvari v to področje, potem ste lahko mirni, če pa ignorirate svoje zdravje, pa se vam zdi, da vam je dano samo po sebi, pa bo mogoče takrat okoli sončevega mrka lahko težava. Še vedno magični rituali obilja, če jih začnete izvajati pravočasno,
vse noter piše, kdaj, kako, in tudi na moji strani andrejanovak.si redno letno objavim en blog na to temo, kdaj kaj početi, da ste v bistvu lahko se potem na to vežete, da pravočasno naredite pravi ritual. Nič pa ne škoduje, če si jih vnaprej, če se redno povezujete s planetarnimi energijami, to vam samo dodatno oplemeniti vaše energije. No, kaj je tudi pomembnega, kaj se še zgodi, no, takšni večji premiki, ki so v naslednjem letu oziroma v letu 2025. Pomembno je, da pride črna luna, ki je še do 27. marca, je še v znamenju Tehtnice. Nekje sem enkrat omenila januar, sem se zmotila, tako da pravi datum je, da črna luna je do 27. marca v znamenju Tehtnice, potem preide v znamenje Škorpijona. Do 20.12., se pravi od konca marca pa do sredine, skoraj do konca decembra, je črna luna v Škorpijonu, kar pomeni, da boste škorpijoni najbolj čutili svojo strast in notranjo moč. Vsi ostali pa bomo prisiljeni slej ko prej pogledati v svojo globino, v svoj instinkt, v svojo strast, kaj ovira, kaj se dogaja, in se nekako poistovetili z svojo podzavestno energijo seksualnosti, kar je v letu Venere in Neptuna zares lepo, kajti energije vas bodo podpirale, da pridete do prave strasti, do svojega življenja, in da ogenj strasti ne zagori za neki nakupe in za neki XY trivialne zadeve, ampak da vaš ogenj strasti zagori za vaše življenje, za vašo dušo, in da strast do življenja, ki pa zares ima samozdravilne učinke. Tako da to bo pestro obdobje, ko bodo iskrice strasti šle na vse strani, ampak je pomembno, da se zavedate svoje energije in jo usmerite pravilno. Spet ta knjiga Magični rituali obilja vam bo pri tem pomagala. 20. decembra preide črna luna v znamenje Strelca, kar pomeni, da se boste osvobodili enih bremen, šli študirati, kar vas zanima, šli na potovanja in potem lep čas preživeli bolj vagabundsko, kajti črna luna vas bo pri tem podpirala. No, pomembna stvar, ki se zgodi drugo leto in bodo vesele predvsem ribe, je, da po dolgem času gre Neptun, vladar rib, v znamenje Ovna, in sicer 30. marca preide Neptun v znamenje Ovna, kar pomeni, da bodo ribe, poleg tega, da bo že severni vozel, se pravi podpora javnosti, podpora množic v njihovem znamenju, bo tudi Neptun prišel v Ovna in začela se bo daljša energijska podpora za okrepitev jaza rib, se pravi, moč boste dobili v fizično telo, moč boste dobili v manifestacijo, inkarnacijo, dobesedno boste lahko želi uspehe vsega, o čemer ste do sedaj mogoče bluzili, ali se trudili, pa ni šlo, no sedaj je čas, ko se bo to vse lažje izpeljalo. Neptun bo v znamenju Ovna v prvi fazi do 20. oktobra, potem gre retrogradno nazaj, pride k vam, kar vam bo še pokazalo, kje je še treba kaj ponegovati, in potem se bo spet vrnil po določenem času v drugo leto, v letu 26, v znamenje Ovna, in potem bo v Ovnu v nadaljevanju, potem samo še naprej še v Bika. To govorimo o desetletjih, o več let, ne samo eno leto. Pomemben faktor za znamenje rib je tudi to, da bo Saturn odšel iz vašega znamenja, v katerem je od 7. marca leta 2023, in sicer 25. maja odide iz vašega znamenja v znamenje Ovna, ker je Saturn tudi deloma vaš vladar in vladar vodnarja, pa tudi kozoroga, bo v bistvu Saturn pomagal vam postaviti potem tudi fizično telo boljše. Še največji vpliv bo imel na kozoroge in pa tudi na vodnarje, ker je Saturn sovladar vodnarjem. Tako da vodnarji, predvsem kozorogi, boste po 25. maju začutili željo, moč ali potrebo, da se postavite na svoje noge, s svojo močjo, da postanete prvi človek v svojem življenju. Če imate težave s tem ali pa če se vam ne zdi, da bi se postavili v ospredje, Magični rituali obilja
ritual Saturna in pa rituali, ki boste našli, da so vam še v podporo. Saturn se vrne v Ribe retrogradno 1. septembra, takrat boste Ribe potem v septembrskem, oktobrskem času imele čas še počistiti ali pa urediti tisto, kar ste spustile v tem ciklu Saturna pri vašem znamenju, ampak generalno bo red se delal od 25. maja naprej, za splošno se bo red delal v naših jazih, naših osebnostih, našem fizičnem izgledu, veliko bolj bo prišlo v spredje, kako se kdo počuti, kako kdo izgleda in kar naenkrat se bo to začelo bolj nekako ceniti, zdravje, fizična moč, samozavest, uspeh bo na podlagi tega. To bo generalni premiki. Še pogledamo, kaj bo z retrogradnim Merkurjem, ki se 3-krat na leto vrne v retrogradno fazo. Retrogradne faze, a veste, niso slabe faze. To so faze, kjer mi doživimo notranji pregled, notranje uvide, samospoznavanje. Takrat se dogajajo najboljše stvari, ko gredo retrogradno planeti, če smo seveda na to pripravljeni in če seveda takrat nimamo vsega drugega za rešiti. Kajti reševanje navzven pa v času retrogradnosti planetov ni najboljše, še posebej ne v času retrogradnega Merkurja. No in retrogradni Merkur se zgodi v letu 2025 od 15. marca pa do 7. aprila in gre iz znamenja Ovna v znamenje Rib, kar pomeni, da iz tiste aktivnosti bomo šli nazaj v počutje povezanosti z naravo in videli, kaj spustimo, kje zgubimo stik z naravo, svojo dušo v času retrogradnega Merkurja. Merkur nam namreč kaže naš način razmišljanja in posledično naš način komuniciranja. Druga retrogradna faza se zgodi 18. julija pa do 11. avgusta in je v znamenju Leva, kar pomeni, da nam Merkur v tem času kaže na to, kako razmišljamo o sebi, o svoji sreči, o svojih otrocih, o svojem druženju, o svojem življenju tak na osebni ravni. To so pomembne faze, takrat je dobro, da veste, takrat ne klicati majstrov, ne začenjati novih stvari, ne kupovati avtov, štedilnikov, ne podpisovati pogodb, kajti te so kratkotrajnega daha. So samo za retrogradno fazo in potem se nekaj pokvari, izcimi karkoli. Sama sem kupila lani, se mi zdi, mobitel v času retrogradnega Merkurja, pa se mi je zdelo, kaj pa gre narobe. No, vse je šlo narobe. Vse. Še zdaj nimam urejenega maila gor, še zdaj v kaos, ampak se mi zdi, ne grem se. Tako da ja, preverjamo lahko, ampak na lastne stroške in učinkovitost potem. No, tretja faza retrogradnega Merkurja pa je od 9. novembra do 29. novembra. V znamenju Strelca se potem retrogradni Merkur vrne v Škorpijona, kar pomeni, da že iz tistih dogodivščin, veselja, že pričakovanja enega novega leta se potem spet vrnemo z mislimi in z energijo v sebe, v svoj instinkt, da preverimo, če smo kje zamešali stvari, če smo instinktivno narobe odreagirali, sebi in drugim naredili škodo in potem to v času retrogradnega Merkurja lahko razmislimo. In potem, ko se to Merkur gre ven iz retrogradne faze, tudi popravimo navzven. Naj vam ne bo žal popravljati stvari, če ugotovite, da ste kaj naredili narobe ali da ste sledili napačni energiji. Pomembno je, da ugotovite, pomembno je, da priznate napako, se opravičite, če ste koga prizadeli in potem se gre dalje na nov način, z novo energijo. To bo v letu 2025 še posebej pomembno. To, kar sem zdaj naštela, so glavni premiki zvezdnih sprememb, magični rituali obilja, preglejte jih vsaj, pridite v Angelco, preverite, kakšna je ta knjiga. Posnetki vseh ritualov so tudi na voljo, tako da lahko kupite samo rituale, posnetke kot meditacije ali pa s knjigo zraven. Knjiga je zelo poceni, tako da ni to glavni problem, verjamem pa, ker je tako lepo narejena Aladinova svetilka, kajti zares Aladinova svetilka nakazuje planete, ki nam uresničujejo naše želje, naše potenciale, če smo v pravem času z njimi povezani na pravi način. Leto 2025 bo torej v ospredju Venera, Neptun, kar pomeni, da v ospredje pride
avtomatsko znamenje bika, tehtnice in tudi ribe. Mi, tehtnice, biki in ribe, bomo nosilci energiji ljubezni, angelov, ne glede na to, v kakšni obliki, bomo dolžni sebi in tudi okolici biti v svojih najboljših energijah, najboljših močeh in pri tem bomo imeli veliko podporo tudi drugega žarka ljubezni. Če ne veste, kako se lotiti, pridružite se naši skupnosti, spodaj v komentarju je link, tam potem pregledate svoj video za svoj horoskopski znak in pa pogledate še druge vsebine, ki smo jih za vas že pripravili in vas čakajo. Hvala za pozornost, seveda še lep čas do novega leta, do leta 2025, vseeno pa je čas, da začnete razmišljati o ljubezni do sebe, o angelih, vodnikih, naravi in vsem, kar vam življenje ponuja, pa mogoče včasih si ne vzamete časa, da bi videli in potem sprejeli. Hvala za vašo pozornost in srečno!